Pozdravljeni, moje ime je Nuša Dežman, doma sem v Ribnem pri Bledu, že vse svoje življenje. Najrajši pišem pesmi, ustvarjam jih že kar nekako 55 let, od osnovne šole dalje. Za pesmi me je navdušil moj pokojni oče, ki je tudi ustvarjal. In je zgleda, da ta dar imam res po očetu. Pišem za godove, pišem za moje vnuke, pa odvisno od razpoloženja, včasih v kakšnem deževnem popoldnevu žalostno ali kakor nanese. V moji nežni mladosti nama je oče, sestrico ima malo starejše od mene, nama je oče prebiral pravljice, ki jih je imenoval Štorice. In moram reči, da je veliko jih znal na pamet, včasih je pogledal kakšno stari Ciciban, in da je bila moja mladost ena najlepših obdobij v mojem življenju. Tako da bi priporočala vsem otrokom, berite, igrajte se, predvsem igrajte se. To je največji zaklad, skozi igro se učimo za življenje. In zdaj, če dovolite, dragi moji gledalci, poslušalci, bi jaz najbolj pri srcu mi zrasla pesem Bajtica. Ob hlevčku je stala bajtica, vegasta, črna, mala. Vse mlade dni sem se tam igrala, prišli so otroci z zgornje in spodnje vasi. Igrali smo se teto Minko, ki je vse znala. Kuhati po mesti, celo nogavičke plesti. Sosed Bancijev Branko pa je ujel čarovnico v zanko. S deklicami sem se za vlogo Sneguljčice borila. Na koncu sem ostala samo še vila. Pa smo šli na Ribensko gorco, odkrivati gozdne zaklade ali pa zvončke nabirali sredi livade. Kam so se izgubili ti zlati časi? V Bajtici, v naši vasi. V moji jeseni življenja hranim čudovite spomine in mojim vnukom pravim, prekmalu nam mladost premine. No, seveda, moram reči, da imam karakter, seveda, na veselje vedno obrnem, sem optimist, vedno, no, razen čas, ki je zdaj korona, se seveda ne bom namaškarala, ampak vsako leto me prime, v srcu čuvam otroka in vedno se moram napraviti. Sicer tale pesem na sanjih ni v pustnih norčijah, je pa prisrčno, resnično opisana zgodbica za vsako zimo, za vsakega otroka. Na sanjih sneži na hiše, polje in vasi, na klancu zbrani so otroci, razigrani, podoba čudovita kot v pravljici. Na sanjih gor in dol drvijo, lička rdeče jim žarijo. Mala Maja rada vsem nagaja, Jurček trdo kepo naredi, jo hudomušno riba, vsa družba se smeji. Na sredi vasi so snežaka naredili, na glavo lonec dali, za nos korenček devu poiskali, saj čevljev ne rabi, naj bo kar bos. Mračilo se je že. Otroci so okoli snežaka plesali, joj, to mu bo treba, so se zbali. Večer je, močno sneži, otroci sladko so zaspali. Noč prekrila je dol in breg, spet pada sneg.
Snežak, ta ponočnak na straži še stoji na sredi vasi. No in kakorkoli že, spet bi pravzaprav se navezala na mojega očeta, ki je bil silno umetnik, sicer laik. Moram reči, da je ustvaril kakšnih 12 škratkov, seveda iz betona, malte ali kakorkoli. Pred domačo hišo je freska na fasadi, bleda z jezerom in seveda ne manjka grad. Na vrhu pa sta dve srnici. Pred 3 leti je poškodoval vihar eno srnakovo glavo, pa sva z nečakom kar s šalom uvezala tako, da ga ne bo zjeblo, ne? No, in rada bi pa povedala posebej eno zgodbico, ko je bil moj oče star nekako 10-12 let, to je bilo davno v 20. stoletju, naprimer 1921, je s svojimi 3 prijateljčki šel na Talež, na Ilovico. Starejši so mu rekli, oziroma vsem tej mladini, pojdite gor, ali si upate pogledati Frgelco. Kdo pa je Frgelca? Frgelca je bil dezerter iz Prve svetovne vojne in so radovedni, firčni po domače, seveda šli 1 uro hoda nad Taležem, ker so menda votline, nihče mi ni rekel, da so raziskane. In tam je ta mladež iz grmovja opazovala, tudi kamenčke so metali ali pa skalce, tako malo večje, dokler se ni prikazal bradat možakar z eno staro šibrovko puško na ramenu. Mrš je zapil, proč smrkavci! In so jo odsvrli. Zadnji, 3. fantiček je vpil Frgelca nas jaga, tako da so se vsi zadihani ustavili pri Savskem Ribenskem mostu in spopadali, seveda bilo je poleti, v Savo, v Svižilno, sicer Sava je vedno mrzla. No, to zgodbo je večkrat pripovedoval in mi celo rekel, zapiši za tvoje vnuke, če jih boš dočakala. Imam jih 3, čudovito. No, to bi bila ta luštna zgodba. Je pa tudi še ena zanimiva. Severni del Ribenske gore, ker gorca obstaja, ker je očetov spomenik oziroma kapelica, na severni strani Ribenske gore je predel, ki gleda že na vas Selo, na zahodu, imenovan Strgavnik. Zakaj Strgavnik? Zdaj sem že mogoče dolgovezna, se upravičujem, ampak Strgavnik, ker smo strgali, tudi jaz sem pomagala kmeticam, grabili listje, da so položili živalim za steljo. No, in tam je moj sosed, je pa že več kot 30 let v grobu, ta sosed nekje v enih bukvah, jaz jih še nisem videla te bukve, prebral, da je stal mali gradič na Strgavniku. In zanimivo je to, da je kopal in kopal, žena pa zraven s palco, domov prid, trapel, nič ne boš odkril. Zapisanega nikjer ni v zgodovinskih knjigah, da bi bil gradič, ampak kadar grem nabirat kakšen teloh ali zvončke, se vedno tega Matevža in njegovo ženo s palco se spominjam. Ja, tako jaz bi zdaj rekla takole. Mi pravijo ljudje, joj, kako je ta lepa pesem. Jaz pa pravim, čisto vsak je na ta svet poslan z določenim talentom. Vsi ljudje pa smo za vse. Jaz bi na zaključku rada vam prebrala še eno mojih najljubših, ker
Ljubezen je največ. Brez ljubezni se tudi juha ne skuha. To mi je mama zmeraj govorila. In tudi oče. Beseda o ljubezni. Ljubezen naša je edina svetla pot, katera nas v življenju k sreči vodi. Vse drugo mine in se enkrat konča. Ljubezen naša je edina znanka, navdaja nas z upanjem, hrepenenjem. Vse drugo mine ali se spremeni. Ljubezen 100-krat tudi je neznanka. Za kratek trenutek se zaljubiš, ko najbolj upaš, pa ljubezen dogori. Takrat se srce kot školjka zapre vase, težko pozabiš dragi znan obraz. A enkrat se pa srce umiri. In tedaj pomisliš, saj vse mine, ampak ljubezen spremeni se v spomine. Trenutki najtemnejši, trenutki najbolj doživeti, pa najbolj temni dnevi utapljajo se v času, pozabljeni v preteklosti. A ta ljubezen, naša znanka in neznanka, kakor sveča dogoreva skupaj z nami, vse do konca naših dni. Pazite nase. Pozdravlja vas Januša, ki včasih kakšen vic tudi spušča.